Sežigalnice odpadkov niso rešitev za onesnaževanje narave s plastiko, niso rešitev za ogrevanje stanovanj in niso rešitev za zniževanje emisij toplogrednih plinov v ozračje. Sežigalnice so ogromne peči, v katerih sežigamo plastiko in odpadke, kot so otroške planice in drugi odpadki za enkratno uporabo. Izpuste nevarnih snovi, ki pri tem nastanejo na koncu preko filtrov, spustimo v naš zrak. V bitki z Lafarge cementom smo Zasavčani še kako izprobali, kako deluje nadzor nad onesnaževalcem. Nadzor ne deluje. Onesnaževalec si sam izbere izvajalca meritev in ga sam tudi plača, koliko kapacitet za sežig odpadkov sploh potrebujemo. Uredba tega podatka ne vsebuje. Želijo zgraditi 4 nove sežigalnice. Kako smo prišli na številko 4? So prikimali vsem, ki so izrazili željo, da bi radi sežigali odpadke? Ali bo odločitev o tem sprejel investitor, ki bo na to odpadke uvažal iz tujine? Slab nadzor plus nedefinirane mejne vrednosti je enako odličen posel na račun zdravja ljudi in okolja. Kaj pa lokacije? Lokacije, kjer bodo stale sežigalnice, je potrebno zelo skrbno izbrati. Zato vsekakor niso primerna okolja, ki so zdravstveno že obremenjena, kot je recimo Anhovo ali kako drugo onesnaženo okolje. Sežigalnice ne sodijo ne v ozke, neprevetrene doline ali pa lokacije, kjer pride lahko do temperaturnega inverza in se tam onesnažen zrak zadržuje dlje časa. Predlog vlade značilnosti lokacij sploh ne upošteva. Zavedati se moramo, da vpliv sežigalnic ne sega samo do njihove ograje. Tako se moramo zavedati tudi, da sežigalnic brez negativnega vpliva na zdravje in okolje ni. Sežig odpadkov mora biti tako skrajni in zadnji korak, kajti vsak sežgan odpadek plačamo mi z našim zdravjem. Mi. Na to so opozorili tudi zdravniki, ki so prvi, neodvisni in nepristranski opazovalci posledic sežiganja odpadkov. Pravijo, da izpusti sežigalnic povzročajo rakava obolenja in številne druge bolezni. Arterosklerozo, srčni infarkt, astmo, kronični bronhitis, možgansko kap in prezgodnjo demenco. Najpomembnejše merilo za podelitev koncesije sežigalnicam mora biti zagotavljanje najstrožjih mejnih vrednosti emisij. Pri nekaterih nevarnih snoveh, kot je živo srebro, to pomeni do 10-krat nižje emisije od teh, ki so pri nas dovoljene zdaj. Sežigalnice morajo imeti majhno kapaciteto, zato da bomo vsi stimulirani za več preprečevanja odpadkov in več recikliranja. Vsaka vlada bi morala občine in lokalne skupnosti, kot so tiste, ki so sprejele strategijo Zero Waste, zavezati k temu, jih nagraditi, spodbujati k manj odpadkom. Tako pa jih bodo zavezali za količino odpadkov za naslednjih 30 let, ki bo morala romati v sežigalnice. 30 let! A naslednjih 30 let bomo ustvarjali isto količino plastike in odpadkov za enkratno uporabo za sežigalnice? Po drugi strani pa že zdaj izgubljamo v povprečju z Evropsko unijo na področju preprečevanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja. Izgublja gospodarstvo, zaostajamo. Pravilno je seveda, da ne uporabljamo plastičnih vrečk, slamic in drugih izdelkov, ampak to nas ne bo rešilo. In rešila nas ne bo niti sežigalnica. Plenice za enkratno uporabo, preprost primer. V vrtcu Vrhnika imajo 208 pleničkarjev. Leta 2014 so se odločili za pralne plenice in do danes so odvrgli 196.000 manj plenic za enkratno uporabo, ki bi sicer končale v sežigalnicah. Poleg tega tudi zmanjšujejo količino odpadne hrane, zmanjšujejo porabo plastične embalaže in vrečk. Ampak poleg Vrhnike pralne plenice uporabljajo samo še 3 drugi slovenski vrtci. Še en primer. Embalaža, ki jo vidimo vsak dan. Pri kavcijskem sistemu ob nakupu pijače plačamo kavcijo, ki jo dobimo nazaj, ko embalažo vrnemo. Plastenke, pločevinke in steklenice se nato reciklirajo v novo embalažo. V Sloveniji recikliramo samo 41% plastenk. Vsako leto jih v sežigu ali naravi konča 137 milijonov. Najboljši kavcijski sistemi
jih reciklirajo več kot 90%. Več ločenega zbiranja pomeni drastično znižanje emisij toplogrednih plinov. Je čista zmaga za okolje in gospodarstvo. Občinam pa prinaša prihranke in odpira nova delovna mesta. Imajo ga v 11 evropskih državah, načrtujejo pa še v 15. V Sloveniji pa se politika za kavcijski sistem še vedno ni odločila. V Vesni ne bomo stavili na hitre rešitve, ki to niso. Če se sežigalnice vseeno zgradijo, naj bodo strogo nadzorovane in naj sežigajo samo toliko odpadkov, kot je to absolutno nujno potrebno. Hkrati pa ne smemo prenehati z močno podporo kampanjam in projektom preprečevanja nastajanja teh odpadkov. V Vesni bomo vedno iskali inovativne ter dolgoročne rešitve za manj odpadkov in recikliranje ter uspešno zeleno gospodarstvo.